naše načelno stališče, da bi bili mi v Novi Sloveniji pripravljeni podpreti davek na nepremičnine v višini sedanjega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Ker temu ni tako, bomo v Novi Sloveniji predlaganemu zakonu davka na nepremičnine nasprotovali. Naj navedem nekaj razlogov in tudi morda predlogov vladi, da ta obstoječi zakon vendarle poskuša še izboljšati. Popolnoma se nam zdi neprimerna obdavčitev javnih objektov. Če gledam za objekte, ki so v državni lasti, gre to za nepotrebno administracijo in prelaganje denarja iz enega žepa v drug žep. To bodo nastali nepotrebni administrativni postopki in s tega tudi določeni stroški. Kar zadeva objektov v lasti občin, se nam prav tako zdi nesprejemljivo in gre za prikrito dodatno obdavčevanje občin, kar na koncu lahko pomeni, ker bodo vrtci obdavčeni tudi dražja cena vrtcev, ker koncu se bo tudi ta davek poznal v končni ceni. Omenil bi tudi še objekte, ki se uporabljajo za zaščito in reševanje, to so zlasti gasilski domovi, tudi če niso v javni lasti, torej v lasti občin oziroma v lasti države, gre za objekte, ki imajo izrazit javni pomen in tudi iz tega vidika predlagamo, da se jih izključi iz obdavčitve nepremičnin. Glede obdavčitve poslovnih in industrijskih prostorov ocenjujemo, da je predlagana davčna stopnja odločno previsoka, 0,75% se nam zdi previsoka davčna stopnja. V gospodarstvu ves čas poudarjajo, da je potrebno zmanjšati obremenitev in ta predlog gre totalno v nasprotno smer in zelo povečuje davčno obremenitev gospodarstva. Tudi zdi se nam, da je obremenitev kmetov previsoka. Na nek način s tem davkom obdavčujemo osnovna sredstva kmetov. Moram pa pošteno priznati, da so kmeti že sedaj obdavčeni preko katastrskega dohodka. Nenazadnje je tudi zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev številnim tem starejšim gospem in gospodom, ki so delali na kmetiji, vzel tistih 180 evrov državne pokojnine in zdaj s tem davkom bodo ponovno udarjeni. In treba je pri teh stvarih opozoriti še na eno zelo razširjeno stvar, zlasti na podeželju so številne lokalne ceste neodpisane, kar to pomeni, da nekdo je sicer na papirju lastnik nekega zemljišča, ki pa je v naravi cesta in zato ne more uporabljati, bo pa dolžen za to javno cesto ali drugače plačati davek. Ne smemo pozabiti, da so kmetje danes tisti še zadnji branik pred pretiranim razraščanjem oziroma zanemarjanjem podeželja in da tako ali drugače vzdržujejo podeželje in če njih ne bi bilo, potem bi bili tudi stroški države, stroški občin večji, bi zato da je potrebne določene komunalne službe. Seveda neprimerna in edinstvena se nam zdi tudi obdavčitev sakralnih objektov. Gre za neke vrste dvojno obdavčanje, ker davek za sakralne objekte bodo tako ali drugače plačali slovenski državljani, torej verniki, ne kdorkoli izven države, ker vse cerkve in vse verske skupnosti sestavljajo verniki, torej državljani. Mi vendarle vlado pozivamo, da z verskimi skupnostmi izpostavi neke vrste dialog. Do zdaj tega dialoga ni bilo. Na eni strani imamo novinarske konference verskih skupnosti, na drugi strani pa ni nekega koncepta, da bi se vlada in verske skupnosti usedle za isto mizo in poskušale urediti ta problem. Novi vladi bi predlagali tudi, da za nove stavbe oprosti, oziroma da nove stavbe do starosti 5 let oprosti plačevanje tega davka na nepremičnine. Ne pozabiti, da pri gradnji novih stavb investitorji plačajo že komunalni prispevek, da plačajo davek na dodano vrednost za gradbeni material in tudi za storitve, torej za samo gradnjo. In če želimo podpirati tudi uničen gradbeni sektor, potem je potrebno to stvar upoštevati. Imamo pa tudi še dva predloga, ki se nanaša na zmanjšanje davčne stopnje, na eni strani za invalide, na drugi strani za družine. Zdaj je davčna stopnja za rezidenčno hišo, torej za hišo, v kateri prebivajo ljudje, 0,5
15% tistega, kar je bila hiša ocenjena na podlagi bursovih cenitev. Mi predlagamo posebno olajšavo, in sicer za invalide, če v neki hiši živi invalid, ima tam prijavljeno stalno bivališče, da se za vsakega invalida, ki ima v hiši prijavljeno stalno bivališče, zniža davčna stopnja za 0,05%. To pomeni, če bi v enem objektu prebivali 3 invalidi, bi bila davčna stopnja za takšen objekt ničelna, nič. Gre za neko pomoč države invalidom, ker nenazadnje ne smemo pozabiti, da invalidi za svoje gibanje, za svoje delovanje potrebujejo več prostora. Podobna zgodba je z družinami, družine z večjimi otroki, otroci potrebujejo več prostora. Zaradi tega predlagamo, da se davčna stopnja zniža za vsakega otroka do 18 let v višini za 0,02%. Torej, če si predstavljate, da je zdaj 0,15% osnovna davčna stopnja za hišo, če bi v eni hiši oziroma v enem stanovanju, v eni bivalni enoti prebivalo 8 otrok, starih do 18 let, bi bila davčna stopnja ničelna. Torej, gre za izrazito podporo države velikim družinam in recimo tiste družine, ki imajo 4 otroke, bi to pomenilo, da bi bila davčna stopnja za ta objekt pol manjša. Zaključil bom s tem, da se nam zdi v tem zakonu tudi nedodelan postopek za pogovarjanje ocenjene vrednosti nekega objekta. Veste, da so velike težave, ali je GURS pravilno ocenil vrednost določenih objektov glede na lokacijo, glede na lego, in v tem zakonu bi mogla biti predvidena veliko boljša možnost pritožbenega postopka, ker bi imeli državljani na voljo zelo jasno predviden postopek, kako lahko ugovarjajo ocenjeni vrednosti objekta. To so stvari, ki na nek način manjkajo v zakonu, in to, kar sem povedal prej, so naši predlogi za izboljšanje tega zakona.